In sedaj, gospe in gospodje, cenjeni gostje, brez odvečnega zavlačevanja in dodatnih besed, na oder vabim Petra Frankla, direktorja in urednika časnika Finance, in profesorja doktorja Janeza Prašnikarja, predsednika programskega sveta poslovne konference Portorož, da nam izdata ime nagrajenca ali nagrajenke ter izročita nagrado. Vas pa, da vse to pospremite z glasnim, toplim in spodbudnim aplavzom. Da ne bomo mislili, da je kdo od vaju nagrajenec, kar vabim pred mikrofon. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, letošnji nagrajenec časnika Finance je Aleksander Zalaznik, Danfoss Strata. Zares iskrene čestitke, profesor dr. Janez Prašnikar pa bo zdaj podal obrazložitev. Danfoss Strata in Aleksander Zalaznik sta možen odgovor na žgoče vprašanje, ki si ga zdaj postavljamo v Sloveniji. Govorimo o kreditnem oziroma kapitalskem krču. Ta nas duši, hkrati nas duši tudi strah, kaj bo z nami in z našimi podjetji. Bomo potem še nepomembna delovna sila. Kaj bo, če bodo tujci kupili podjetja, ki so slovenska last? Aleksander Zalaznik, podjetje Trata je pred leti kupil danski Danfoss. Aleksander Zalaznik, prvi človek Trate, je združil danski kapital in slovensko znanje. Iz tega je nastala prava zgodba. Aleksander Zalaznik v Trati, zdaj Danfoss Strati, dela skoraj 30 let. V zavezništvu z Danfossom je strojni inženir v najboljših letih prepoznal priložnost za rast in za razdruževanje tega, kar je logično, da se da združiti. Danfoss Strata je zdaj dobičkonosno podjetje, ki zaposluje približno 400 ljudi in res raste iz leta v leto. Portfelj njihovih izdelkov je izjemno širok. Načrtujejo in proizvajajo izdelke za regulacijo daljinskega ogrevanja. Z elektromehanskim regulatorjem ABQM, ki so ga razvili sami, imajo v svetu vodilni tržni delež. Danfoss je normalni lastnik in ti lahko ponudijo možnost, da zaradi transparentnega sistema za upravljanje podjetja bolje posluješ. Veš, kaj so cilji in odgovornosti, zato je laže. A bistvo Aleksandra Zalaznika in Danfossa Trate ni samo v tem, da s pomočjo teh transparentnih razmerij so ustvarili zgodbo o uspehu Danfossa Trate. Mednarodno povezovanje kapitala, znanje, volje do dela in predanosti je lahko stopnica na potu k mednarodnemu uspehu. Danfoss Strata ni samo slovensko podjetje z danskim lastnikom, je pomembno podjetje v sistemu Danfoss, ki po svetu zaposluje približno 23.000 ljudi. In Aleksander Zalaznik je pomemben menedžer na ravni celotnega sistema. Je podpredsednik Danfossa za poslovno področje kontrolnih elementov, ta enota s približno 210 milijoni evrov ima operacije v Sloveniji, na Danskem, Kitajskem, v Rusiji in njeni izdelki se prodajajo po svetu. Mednarodno povezovanje kapitala in znanja je pomembna stopnica k napredku doma in v tujem. Je izjemna priložnost. Aleksander Zalaznik je odločno stopil na te stopnico v dobro Trate, v dobro Danfossa, zaposlenih se v Trati in posredno tudi za vseh nas. Zato smo prepričani, da je nagrada Financ v pravih rokah. Zares iskrene čestitke. Hvala lepa. Jaz bi se najprej zahvalil seveda programskemu odboru, da so ravno mene izbrali v letošnjem letu za to prestižno nagrado, ki jo bomo seveda v Danfoss Strati z vso skrbnostjo čuvali in skušali in skušali delovati tudi v naslednjih letih tako,
da bomo to nagrado upravičili tudi za naslednjih vsaj 10 let. Trata, kot ste videli, danes opoldan posluje že zelo dobro 20 let, poslovala bo še dalje in zelo si želim, da bi v Sloveniji bilo čim več takih podjetij, kot je Danfoss Trata. In mislim, da Slovenija ima okolje, ker se to da narediti. Mislim, da ni samo Danfoss Trata tisti, ki je nek, bom rekel, dober primer podjetij dobrih podjetij v Sloveniji je veliko, dobrih menedžerjev je veliko, vendar tisto, kar po mojem moramo v zdajšnjem času narediti, mi se moramo znebiti pesimizma. Mi samo še jambramo, kaj se v Sloveniji ne da narediti, kje nas omejujejo levo, desno, gor, dol in mi samo čakamo. In čakamo, vendar s čakanjem bomo samo prišli globje in globje v luknjo. Mi rabimo vizijo, mi rabimo trdno delo, mi rabimo pognati gospodarski voz naprej, ker samo mi, ki v gospodarstvu delamo, bomo lahko ustvarili denar, s katerim se bomo znebili, rekel, kreditnih krčev in da bomo lahko naredili Slovenijo kot eno od tistih držav, kjer je najbolj prijetno živeti, ker bi lahko ali pa ker bi mogla biti ena vizija, ki bi jo Slovenci si mogli zadati za naslednja leta. In jaz si samo želim, da bomo mi menedžerji v stanju to narediti, da se bomo ozrli vase in dejansko pognali ta voz v pravo smer. Hvala lepa.